Spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje, lepo pozdravljeni v naši že tradicionalni sredini okrogli mizi. Tokrat nam je še posebno veselje, da je z nami dr. Ljubo Sirc, ki lahko rečemo, da je živa priča zgodovine 20. stoletja. Dr. Ljubo Sirc se je rodil leta 20 v Kranju. Malo pred začetkom druge svetovne vojne se je vpisal na pravno fakulteto in ko so Nemci leta 1941 okupirali Jugoslavijo, se je z družino umaknil v Ljubljano. Nemci so kmalu po njihovem odhodu zaplenili družinsko tekstilno tovarno in jo spremenili v tovarno za raketne dele. V Ljubljani je Ljubo Sirc navezal stike s Črto Belim Nagodetom in se vključil v njegovo skupino Stara pravda. Stara pravda se je kasneje priključila Osvobodilni fronti, ker je Stara pravda protestirala proti prepovedi boja zunaj Osvobodilne fronte, je bila kot skupina izključena iz Osvobodilne fronte. Tako so bili njeni člani prepuščeni, da se pač ravnajo po svoji vesti. Pred kapitulacijo Italije je Ljubo Sirc odšel v Švico in se v Jugoslavijo vrnil kasneje s partizansko prekomorsko brigado in z njimi doživel euforijo tako imenovane osvoboditve. Po vojni se je zaposlil v tiskovnem uradu nove ljudske vlade, kjer je prevajal agencijske novice, tolmačil in sprejemal tuje novinarje. Njegovo nezadovoljstvo s povojno ureditvijo je raslo in skupaj z Nagodetovo skupino so razmišljali o organizaciji nekomunistične opozicije. Avgusta 1947 so ga na tako imenovanem Nagodetovem procesu kot domnevnega britanskega vohuna obsodili na smrt, pozneje so ga sicer pomilostili na 20 let prisilnega dela. V zaporu je preživel 7 let in pol. Na procesu je bil obtožen tudi njegov oče in sicer na 10 let, po 4 letih pa je umrl. Materi so medtem vzeli stanovanje in vse osebne stvari. Po letu brez uspešnega iskanja zaposlitve, potem ko so ga izpustili iz zapora, je leta 1955 Ljubo Sirc na skrivaj pobegnil iz države v Veliko Britanijo, kjer se je začelo njegovo drugo življenje. Leta 1960 je na Univerzi v Friburgu v Švici doktoriral iz ekonomije, postal je profesor za mednarodno gospodarstvo, od leta 1965 pa do upokojitve leta 1983 je bil profesor na Univerzi Adama Smitha v Glasgowu. V tistem času je raziskoval razloge, zakaj niti centralno planiranje, niti samo upravljanje ne funkcionira. Po upokojitvi je v Londonu ustanovil Center za proučevanje komunističnih gospodarstv. Leta 1989 se je po 34 letih prvič vrnil v Jugoslavijo, leta 1991 pa je Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodbo z Nagodetovega procesa razglasilo za neveljavno. Od takrat naprej si Ljubo Sirc prizadeva za vrnitev z obsodbo zaplenjenega premoženja, saj se že 20 let zavlačuje vrnitev zaplenjene tekstilne tovarne. Za zasluge pri širjenju demokratičnih idej v vzhodnji Evropi mu je leta 2001 britanska kraljica podelila odlikovanje. Leta 2003 pa je postal častni meščan Kranja. Zdaj pa besedo prepuščam našemu gostu in magistri Andreji Valič, ki bo vodila pogovor. Hvala lepa, kolegici Ilki. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, dragi Ljubo, spoštovana gospa Sirc, spoštovani visoki gostje, dragi gospe, gospodje, dragi prijatelji. Oba sva Kranjčana, Ljubo. Oba sva Kranjčana, ja. Pa bova začela s Kranjem, se strinjate. V svoji knjigi ste napisali, da v času vašega otroštva je bil Kranj skoraj da idilično mesto. Je bil idilično mesto, jaz sem bil v Kranju zelo rad. Žal sem v Kranju preživel samo nekaj let, ostalo življenje sem se poteval po svetu, tako da sem v Kranj po 40 letih spet prišel nazaj. Tem se je pa Kranj zelo spremenil. Kranj, tista sredina mesta, kjer so se včasih hodili sprehajati, od gimnazije do cerkve, pa spet nazaj do gimnazije. To je vse se nekako razsulo. Trgovine so sicer še, ampak ljudi ni, včasih je bil Kranj poln sprehajalcev, poln kupovalcev, poln vsega. Posebno pa smo kot dijaki še in potem tudi kot študenti pač Kranj imeli za svoje, kaj bi rekel, sprehajališče in
vse stajališče in za razgovore in tako dalje. Ja, v Kranju je bilo zelo lepo, nedvomno, ampak potem z nemško okupacijo je seveda bilo vsega konec. Ja, v vaši knjigi pišete o vaših starših, očetu, materi. Ta vaš odnos z očetom? Ja, moji starši, moj oče in moja mati sta iz neposrednih soseščine pod Klancem, to se pravi pod mestom smo rekli. Pod mestom smo bili in njuni domači hiši sta bili oddaljeni komaj 100 metrov. Moj star oče je bil, se je zanimal za politiko in je bil nekaj časa deželni poslanec, tako da se je bolj malo brigal za domačo trgovino. Za domačo trgovino se je brigala teta Halka, ki jo je vodila, no in moj oče je pa pač bil trgovsko usmerjen in ga je gnalo, da hoče imeti svoje podjetje in je v letih, ko je Kranj se industrializiral, tudi sam začel tovarno in ki je zelo dobro uspevala, ne predvojno, tista zadnja leta, ko je bila pravzaprav svetovna kriza, je Kranj napredoval še in še. Medtem je bilo 6000 novih mest ustanovljenih, to vem iz pripovedovanja kranjskih zgodovinarjev. No ja, potem mi smo se preselili, mi smo se po noči pobrali iz Kranja v Ljubljano, da nas ne bi Nemci izselili. Tako, pa dobro, v Ljubljani je to pač tolikšna povezava med Kranjem in Ljubljano, da nismo v Ljubljani imeli nobenih težav, ne finančnih, ne drugačnih, tako da so oče in mati vojna leta preživela, to se čudno sliši, v miru, skoraj v miru, medtem ko se je začel spet potebati po svetu in sem šel v Švico, da bi poročal, kaj se pravzaprav v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji godi. To je bilo zelo težko razložiti in koliko ste imeli dobro razlago, vas nihče ni poslušal, ker je vsak svojo trdil. Nazadnje so se pa stvari spremenile, ker so se vmešali zunanji faktorji, predvsem britanski oficiri za zvezo, kar je na koncu privedlo do sestanka med Churchillom in Titom na Visu, s čimer je situacija nekako dobila svoje smer. Je bilo pač edino mogoče to, da je človek, jaz sem prišel nazaj preko Francije in Italije in mogoče se je bilo vključiti, samo vključevanje, kako ste kakšno rekli, po svoji lastni vesti, da tako rečem, ste kmalu končali tako, kot smo končali mi v Nagodetovem procesu, je bila pač huda, je bil pritisk, je bil ogromen. No, kolegica Jelka je omenila vaše težave z vračanjem denacionaliziranega... Prosim? Kolegica Jelka je omenila težave z vračanjem vašega denacionaliziranega premoženja, z denacionalizacijo. Ne, to je pa zanimivo, predvsem zaradi tega, ker je nekakšna slika pravnega stanja v sedanji Sloveniji. Ne, ker, dobro, nam so najprej Nemci vse zaplenili, potem so Nemci tovarno najprej preuredili v tovarno za rakete, ne vem kakšne, so vse stroje razprodali in na koncu so požgali stavbo, kar je ostalo, oziroma razstrelili so jo. Zdaj,
leta 90 je bil sprejet zakon, ker je bil naš proces razveljavljen. Ta Nagodetov proces je bil razveljavljen, razveljavilo ga je Slovensko vrhovno sodišče kot insceniran proces. In na to sem imel jaz pravico zahtevati nazaj vse zaplenjeno premoženje in to se vleče zdaj že 20 let. Pa še nismo na koncu oziroma glavnih stvari smo se v nekem smislu šele zdaj lotili. Je pa neverjetno, kako se vse besede obračajo, kako zakoni postajajo minimalni, medtem ko so bili v začetku za popolno vračanje, zdaj dobro, to bi vam moral iti po tankosti pravne, da bi vam prav dopovedal, kaj se pravzaprav godi. Ne gre tukaj samo, zame gre, ampak gre za celotno vprašanje prava v Sloveniji, ki, koliko jaz lahko prisodim, koliko jaz vpogleda, pač ne funkcionira. Mi je zelo žal, ne funkcionira, tolmačenje prava je popolnoma nerazumljivo in človek sam ne ve, kaj bi še povedal, kaj bi še storil, da bi se stvari začele nekoliko drugače razvijati. Ena od stvari, ki me pa še prav posebej motijo, je to, da je predsednik Kučar, potem, ko je postal predsednik, objavil smrtnico za Avbla. Viktor Avbel Rudi je bil v našem procesu tožilec, to se pravi, bil je tožilec v insceniranem procesu, v katerem je bil Nagode usmrčen. Ostali smo sedeli po zaporih leta in leta, ampak to ni glavno. Ravno kar je išla knjiga Johna Earla v slovenskem prevodu, ki se imenuje, čakajte, kako se imenuje v slovenščini, Kaznovanje domoljubja, nekaj takega je naslov. In v tej knjigi popisuje Earl, ki je bil takrat na Primorskem oficir britanski za zvezo, kako so po vojni izginili, to se pravi, bili so pomorjeni, več kot polovica tistih padalcev primorskih, to se pravi primorcev, ki so bili v italijanski vojski, so jih Britanci in Američani ujeli v Severni Afriki, so se prijavili, da bodo šli na pomoč partizanom v Jugoslavijo oziroma na Balkan, oziroma niti ne na Balkan, v Istro in v te kraje, in so jih potem kot imperialistične agente udbaši pobili. Med tega za kakšnih 12 ljudi, kar je groza. In temu človeku, ki je to vodil in to nadzoroval, je Kučan po svetu posmrtnico, ki se je končala slava njegovemu spominu. To je po mojem mnenju precej grozno, ker si je že prav, ne vem, v najslabše, kar se je v preteklosti godilo. No, mi pri svojem delu na študijskem centru za narodno spravo se dostikrat srečamo z tragičnimi posledicami državljanske vojne na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Kakšno je vaše razmišljanje o tem segmentu? Ja, v tem, jaz sem najprej to doživel. Mi smo to doživeli
ta skupina Nagoretov je bila tudi v zvezi s komunisti. Jaz sem med drugim Kidriča srečal pri Nagoretu, ko ga je prišel obiskat, ko so se zgovarjali o tem, ali se bomo vsi združili in nadaljevali oziroma skušali nekaj storiti proti okupatorju. Na to so nas pa tudi nas začeli pritiskati vprit. Nagodej je bil pač precej ambiciozen, je hotel, da bo tudi on imel kakšno besedo, o tem sploh ni bilo govora. Potem veste, kaj se je zgodilo leta 1943, ko so tako imenovani Pukletski sporazum, ko so vse tiste prvotne tri stranke, so se te stranke odpovedale samostojnosti in je samo ostala komunistična partija in Osvobodilna fronta pod komando komunistične partije. To so bile pač čudne stvari. Zdaj, kaj se je pa pravzaprav dogajalo, sem pa jaz lahko šele kasneje. Torej, vedel sem, da je ob koncu leta 1941, da so stvari postale precej ostre. Že prej so padale glave po Ljubljani, so padale glave ljudi, s katerimi sem se jaz srečeval. Nihče ni vedel, obtoževali so jih zmeraj kolaboracije. Zdaj, kaj je kolaboracija od začetku bila, jaz ne vem. Kazalo je, da je kdorkoli ni všeč komunistični partiji, da je bil pač osumljen kolaboracije in da je veliko ljudi izginilo. Samo, veste, v tistih razmerah, kot so bile, z Italijani, z Nemci tukaj, pa s temi začetki notranjih sporov je bilo silovito težko živeti. Ker nazadnje niste vedeli nekam zaupati, nekomu zaupati, nekomu ne zaupati. In stvari je bilo težko razložiti. Kasneje so pa nekateri prvič raziskovalci, drugič pa predvsem Milovan Džilas je čisto točno napisal, da so ob koncu leta 1941 komunisti sklenili, da zdaj do neke mere konec zunanje vojne in da se začenja boj proti razrednim sovražnikom. Ta boj, ravno kar sem tudi bral v neki angleški knjigi, ena od prvih stvari je bila, da je nastala groza v Črni Gori. V Črni Gori so se spopadli med seboj, kaj se vem, pristaši četnikov in pristaši partizanov in so cele vasi padale, torej kot razredno vojno so se predvsem vrgli na kmete. Pač po Leninovem vzoru. In iz tega je potem nastalo, da so se tam spopadli četniki in partizani in v Sloveniji bilo pa nekaj podobnega. Ni se nekoliko boljše je kaže, da je bilo v Vojvodini, v Srbiji so četniki do take mere prevladovali, da tega ni bilo, ampak v Sloveniji in pač recimo Črnogoro sem navedel, verjetno je bilo v Bosni tudi zelo podobno, je bil direkten spopad med organizacijami, ki ne bi pravzaprav se borile proti Nemcem in Italijanom. Šlo je tako daleč, da so, to tudi piše Milovan Džilas in je tudi drugot objavljeno, da so šli
Velepič, Čilas in Koča Popovič, čak ne je bil Koča, mislim, da je bil Koča Popovič, kot teki, so se šli v Zagreb pogovarjati s Nemci, da bi sklenili nekako primeri, kot so oni rekli, zato da bodo upravili s četniki, pa so pa celo po Stalinovem nalogu. Dobro, to jaz ne vem nič iz vlastnih izkušenj, to, kar sem prebral, da so po Stalinovem nalogu, da so se dogovarjali, da so ponujali Nemcem, da bodo pomagali Nemci vreči zahodne zaveznike nazaj v morje, če se bodo skušali izkrcati v Dalmaciji. Torej, viri so taki, da o tem doma skoraj ne more biti, ampak to je vse, so bile razmere take, da je bilo vse zapleteno, završeno in nikoli v tem ni bilo prave razprave. Bilo je pa tudi gledano iz tujine, koliko sem bil jaz v Švici in sem od tam opazoval, kaj se je dogajalo, je bilo precej grozno, ker niste več vedeli ne kvot, ne kam. Moram pa reči eno, kot sem bil jaz v Švici, je recimo se pojavil polkovnik Vauchnik, ki je prišel v Švico ponujati v imenu domobrancev sodelovanje Britancem oziroma zahodnim zaveznikom. Iz tega ni nastalo nič, nastalo je to, kar smo končno tukaj doživeli, ampak točno razlago, torej jaz zase približno vem, kako so stvari tekle, ampak če mi verjamete ali ne, je vaše prepričanje tako končno veljavno, nekaj, kar bi veljalo za vse, je težko reči. Oziroma, dobro, je precej jasno. No, vi, Ljubo, ste doživeli nasilje komunističnega totalitarizma v najhujši obliki. Obsojeni ste bili na smrt. Potem ste preživeli dolga leta v zaporu, 2 leti v samici. Kaj je tisto v človeku, da se ne zlomi? Zdaj govorim o sebi. To sem bil prepričan, da komunizem ne funkcionira in ne more funkcionirati, da se je treba proti komunizmu boriti, da je treba razložiti, zakaj ne funkcionira. Zdaj me lahko vprašate, kako sem jaz do te razlage prišel. Do te razlage sem jaz prišel, ker sem tudi opisal, pa bom tudi zdaj povedal. Torej, zanimivo pri celi stvari je, da je bil vodja skupine, v kateri sem jaz bil v začetku vojne na Gode, prepričan, skoraj bi lahko rekel stalinist. Ker on je trdil, da naši komunisti ne vedo nič, naši komunisti se ne spoznajo, Sovjetska zveza, to je tisto. No, potem je pa začel sestavljati nekakšen program, kaj bo, ko bomo mi skupaj s komunisti prevzeli oblast ali ne vem kaj. In so ga komunisti napadli, ker nismo nihče razmišljati o ničemer, tudi če je popolnoma v njihovi smeri razmišljal, oni bodo povedali, kaj se da storiti. No, in ko je sestavljal program, je med drugim napisal, da bo vse podržavljeno, in zaradi tega bo tudi velik napredek in tako naprej. Jaz sem se vprašal, zakaj? Zakaj ni bil zaradi tega tako velik napredek? Moram vam reči, da sem nekoliko mislil tudi na Kranj. V Kranju se med obema vojnama pač razvila tekstilna industrija in Kranj je napredoval še in še. Zdaj pa bomo vse podržavljali, zakaj bi zdaj to funkcioniralo boljše. No, potem, kot sem že omenil, sem pobegnil v Švico, da bi poročal, kaj se tukaj godi. Star
koliko sem bil star, 22 let, to se lahko mislite, koliko me kdo poslušal. In na poti sem se zlobil nogo v gorah, sem ležal v obmejni bolnici, kamor so mi moji prijatelji pošiljali knjige. In to sem zdaj že razlagal večkrat. Dobil sem v roke knjigo Wilhelma Röpkeja, Nauk o gospodarstvu, Die Lehre von der Wirtschaft, ki mi je popolnoma jasno razložila, zakaj centralno planiranje ne more funkcionirati. Iz preprostega razloga, ker je vso zapletenost gospodarstva nemogoče dojeti. Nemogoče je razumeti, recimo z enega središča, tudi če ne vem, koliko ljudi pri tem sodeluje, dojeti, kako se bodo stvari razvijale. Ker v gospodarstvu nazadnje pa igra veliko vlogo, da vi, ker investicije trajajo nekaj let, da naprej veste, do česa bodo investicije pripeljale. In to povsem videzu sodeč je mogoče edino, če se s tem ukvarjajo ljudje, ki imajo smisel za to. Niti treba, da so študirali ne vem kaj, imajo smisel, ki vedo, kaj počenjajo. In tako je to bilo povsod, tako je teklo na vzhodu, predvsem pa ne na vzhodu, na zahodu, predvsem pa v Ameriki. In smo na ta način do tega prišli, do česa smo. Ko je pa komunizem začel funkcionirati, so pa stvari začele več ali manj propadati. Tako, dobro, recimo, velika je bila produkcija investicijskih priprav, ki so potem obležale, ki jih sploh nišče ni več uporabil, zaradi tega, ker so bili stvari napačno premišljene. Zraven pa niso uspeli producirati dovolj tistega, kar so ljudje dnevno potrebovali. Saj do tega so sami prišli, saj veste, da je potem dobro, 80 leta so bila že zelo kasna, Gorbačov skušal stvari spreminjati, ampak to se ni dalo spremeniti tako, da bi funkcioniralo. Se sploh vrniti se na tržno gospodarstvo s privatnim podjetništvom, potem, ko ste nekaj let imeli, desetletja, komunistično gospodarstvo, je izredno težko. Zaradi tega imajo take težave v Rusiji, kot jih imajo, v vzhodni Evropi tudi še ne vemo, ali smo že zunaj, ali še nismo zunaj, oziroma do česa smo prišli, ne če smo zunaj. Če smo zunaj, tako da bo šlo kam naprej. No, in to je pač bilo zame eno glavnih vprašanj. Jaz sem se pač ukvarjal s tem, da bi razložil, zakaj komunizem propada, zakaj ne uspeva. Moram reči, da sem bil zelo presenečen, ko sem pred nekaj meseci dobil v roke knjigo svojega kolega z univerze v Glasgowu, ki je medtem postal minister za gospodarstvo v tej najnovejši vladi, kjer piše, da omenja v 2 stavkih in pravi, Ljubo Sirc je že v 70-ih letih razložil, zakaj ne funkcionira centralno planiranje, pa tudi zakaj ne funkcionira samoupravljanje. No, jaz sem to res, jaz sem to napisano, to je bilo tudi objavljeno. Jaz sem imel za svojo nalogo, da to razložim, ker sem mislil, da bo to stvari postavilo na svoje mesto in da bodo lahko tekle naprej. Dobro, jaz sem to sicer vse napisal, tudi veliko ljudi mi pritrjuje, čeprav moram reči, da sem imel na univerzi velike težave, ker je bilo posebno na ekonomskih fakultetah zelo veliko levičarjev in da so mi zaradi tega odrivali ves čas. Ampak nazadnje se je pač
je tek dogodkov pokazal, da sem jaz imel prav, samo to meni nič ne koristi in ne vem, če še pomodev, kaj koristi. Pač vemo, da ni bilo prav, ampak zdaj pa ne vemo, kako se vrniti na tisto, kar je bilo prej, kar je teklo. No, zanimivo se mi je zdelo, da ste vi v zaporu študiral recimo Marxa in Engelsa in da ste se smejal njunim dognanjem, če lahko temu tako rečem. Ker dobro, Marx postavlja trditve, ki so svete iz zraka, ne pomenijo nič. Na ta način ne morete nobene stvari von. Dobro, jaz sem se takrat smejal, ker sem tudi smeh potreboval, da sem preživel v tisti 2 leti v samoti. V samoti sem jih pa preživel zaradi tega, ker sem se nekaj s tem ukvarjal, kaj je pravzaprav narobe, kaj se da storiti, kaj se ne da storiti. In zraven sem bil še tako neumen, da sem potem tistom udbocem, ki sem jih hodil spraševati, kaj jaz mislim, povedal, kaj mislim. Tako, ker mi nedvomno ni koristilo. Sicer mene leta 54 niso izpustili iz zapora, zaradi tega, ker sem nehal misliti tako, ampak zaradi tega, ker je Stalin umrl in so izpuščali posod. Imam pa eno čudno zgodbo, da je na nekemu našemu sorodniku, ne bom ga zdaj imenoval, čeprav mislim, da je mrtvo, ne samo da jaz mislim, je hodila ga prost, ne posreduje, ker je bil povezan s vrhovi partije in mu je tudi obljubila, da jaz ne bom pobegnil, če me izpustijo iz zapora. Meni tega moja mati nikdar ni povedala, je bila toliko pametna, lahko bi mi povedala, ampak očitno ni tega jemala resno. Medtem, ko se je pa naš sorodnik drugim sorodnikom pritoževal, da mu je moja mati obljubila, da jaz ne bom pobegnil, pa sem pobegnil, kakšna nesramnost je zdaj to. No ja, med drugim podobno sem doživel tudi v Kranju. Zdaj se imena ne bom spomnil, ker za imena sem zdaj postal kot Rešeto, kranjski župan, eden prvih je bil moj sošolc vsaj v nižji gimnaziji. In toliko sem bil še taktičen, da sem takrat šel se tudi njemu zahvaliti, da so mi iz zapora spustili. In pred 2 leti ali nekaj let tega me je, ne vem kakšna proslava je bila v Kranju, da sem bil jaz tudi zraven. Sem ga pozdravil. Ja, je rekel, veš, ti pa meni rekel, da se boš za to novo stvar zavzel in da boš delal za novi red in tako naprej. Jaz sem rekel, poslušaj, lepo te prosim. A ti misliš, da bom jaz tebi takrat povedal, da je edino, kar mi šlo po glavi, kako bom prišel čez mejo v Avstrijo ali pa v Italijo. Kako je to mogoče, da je nekdo tako neumen? Da me še v 90, to je bilo, so bili že tudi mogoče 2006, da me sprašuje, kako sem se jaz, prvič, kako sem se upal njemu reči, da ne bom pobegnil, pa sem pobegnil. On je bil udbos, kaj bom jaz njemu pripadal, kaj bom naredil. To je popolno, samo ta prismodarija vam kaže še popolno zmedo v glavah. Po eni strani, da ne bi jaz njemu povedal in da je to zame nekakšen pristopek. Ja, kaj pa ne bi naredil? K njemu šel za pisanje na občino, ali kaj? Ker bi mogoče še boljše spoznal komunistični ustroj, ampak se nisem mogel tega privoščiti, ker bi bil obravne, ampak pamet. Omenili ste zmedo v glavah. Dr. Jože Pučnik govori o poškodovanosti mentalitet. 20 let po padcu Berlinskega zidu očitno postaja, da so te mentalitete, te glave res zelo poškodovane. In to ne ugotavljamo samo v Sloveniji, tudi drugje v teh
bivših komunističnih državah. Recimo v Romuniji smo brali ravno pred kratkim, da 70% anketiranih ljudi želi nazaj komunizem. Torej, meni ne gre v glavo, ker imamo pač rezultate. Pred čemer je Slovenija izredno dobro upravljala. Tudi ne smemo zanikati, da ni bilo samo upravljanje boljše od centralnega planiranja, kakšno je že bilo. Samo Slovenija je leta 90 komaj kaj napredovala od leta 41 do 45. Kar se s Čehom zgodilo, ne? Čeho so bili na ravni Nemčije, zdaj so na polovici Slovenije. Kako je bilo to mogoče vse tako zmešati, da ste do takega rezultata prišli, in meni ni jasno. Ne, Slovenija in to se pravi Češka predvsem sta zelo dober primer. Slovenija zaradi tega, ker je nekoliko boljše upravljala zaradi samoupravljanja, Čehi pa kako so jih popolnoma izrovali in jim zmešali vse gospodarstvo, tako da se še danes ne morajo pobrati. Dobro, zdaj ne bom številk, ki se jih niti točno ne spomnim, ampak je Češka, ki je bila na ravni Nemčije, pred vojno verjetno dvakrat višji dohodek na osebo kot Slovenija, je zdaj na polovici slovenskega bruto dohodka. Grozak. Ampak to nekateri ljudje ne gre na glave. Tudi ne vem, kaj še kar naprej isto ponavljajo, mi pa bomo. Bral sem nek program obnove komunistične partije, ne komunizma, ki so ga študentje našli na univerzi, tako da ne vem, a je avtentičen ali ni, ampak tam piše, mi bomo se stopili z oblasti, ampak tako kot smo ohranili v Osvobodilni fronti vodstvo, tako ga bomo tudi v Sloveniji. No in to je, do neke mere se je tako zgodilo. Kako, zakaj, kaj ravno te, ki so tako govorili, boljše znajo, mislijo, da boljše znajo, jaz ne vem. To je pa zdaj nekaj, kar skušamo ugotoviti, pa je nemogoče ugotoviti. Težje, kot zakaj planiranje ni funkcioniralo. No, v vaši knjigi pa tudi danes ste že omenili levičarje na univerzah po Evropi, pa po svetu, pa da se vam je včasih zdelo, da govorijo neumnosti. Danes se pač ponovno pojavlja ideja o tem univerzalnem državljanskem dohodku. Kaj menite o tem? O čem? O neki vsoti denarja, ki bi jo vsi ljudje prejemali, univerzalni državljanski dohodek. V nekem smislu univerzalni dohodek imamo, ker v Britaniji vsakdo dobi penzijo, kolikor je sploh kaj delal v svojem življenju. To je v nekem smislu sicer od določene starosti naprej, sicer je pa to torej, univerzalni dohodek je mogoč, če obdavčite vse in nekaj manjšo vsoto izplačujete vse. To bi bilo mogoče. Do neke mere se to celo godi današnje čase. Je pa seveda tako, če začnete pa preveč razdeljevati, potem pa ugonobite oziroma jim vzamete vsako vnevo tistim, ki vlečejo gospodarstvo naprej. To je pa nemogoče. Potem imate tudi to, je vprašanje investicij, tisti, ki pač so podjetniki, morajo imeti dohodek, da lahko investirajo. Se je zgodilo med samoupravljanjem, da so celo ljudje hranili denar, ampak ga niso sami nalagali.
tako da je bil kar precej naložb, ki pa niso bile uporabljene tako, kot bi bilo mogoče in tudi niso mogle bile, ker ni bilo nikogar, ki bi jih lahko samostojno uporabljal, ne da bi moral poslušati partijo, kaj pravi. Ja, seveda, ideja, da bi vsi enako prejemali in enako živeli, zelo lepa, samo ugonobi vsako možnost napredka. Saj po vseh dosedanjih izkušnjah in te izkušnje se v nekem smislu skladajo s tem, kar vemo o psihologiji ljudi, tako da ne verjamem, da se po tej poti da priti kamorkoli. Ja, hvala lepa za to vaše razmišljanje. Pred nekaj tedni se je oglasil Nick Clegg, britanski politik, in dejal, da je Velika Britanija postala družba nedela. Dobro, v neki meri to že velja, ampak to je pretirano rečeno, ampak gre v to smer. In imate tudi to, da zdaj naenkrat v glavu so najboljši delavci in tisti, ki največ storijo Poljaki, kar naenkrat. Ker je ta možnost priseljevanja, se preseljujejo, hočejo zaslužiti, ker hočejo domov pošiljati in iti nazaj in se lotevajo vseh mogočih reči. Po trgovinah naenkrat najdete, da je direktorica trgovine Poljakinja in da se izredno dobro znajde, da kupuje prave stvari, prodaja prave stvari. Tako gre, če domači ljudje nočejo, oziroma si mogoče, da si tudi ne upajo, ali pa nočejo, ali pa se jim ne da misliti in delati, potem se bodo drugi pojavili, posebno v teh razmerih, kot so zdaj, ko meje izginjajo. Imate pa to, zdaj celo revolucijo na Grčkem, ker si država ne more več izposojati denarja, da bo plačala više meste, kot je tisto, kar doma ustvarja. To je nemogoče. Kaj? To smo pri nas se lahko privoščili. Jugoslavija je dobivala od leta 1952 do leta 1970 približno po 3 milijarde današnjih dolarjev od Amerike, pa veliko tudi od Nemčije, ki so Američani in Angleži prisilili, da so to izplačevali. To se ne da zmeraj doseči. Potem leta 1970 to prenehalo, zato so nas pa 10 let financirali Arabci, ki so ravno takrat začeli na veliko nafto proizvajati, ampak so čez 10 let ugotovili, da najbolj tega denarja nikdar ne bodo, celi v vzhodni Evropi, ne bodo dobili nazaj, so prenehali. Tako so pa plače v Sloveniji padle leta 80 nazaj na leto 65. Tako je, se ne da nič pomagati. Ljudje se morajo truditi, se morajo zavzemati, če hočejo dobro živeti. Tudi če hočejo velikemu delu prebivalstva dajati podporo, ki je včasih potrebna. Jaz sem zato, da tistim, ki res ne morajo, da dobijo vse potrebno, da lahko živijo in da ne živijo preslabo. Ampak več kot kakor dežela proizvede, ne morate razdeliti. To je zaston. Je čisto zaston sploh razmišljati o tem, da se bo kar nekdo spomnil, kakšno mesto bo imel, pa bo šel štrajkat, če jo ne bo dobil. Ja, kako? Kot ne pa... Sej v Grči imajo zdaj tako in tako socialiste na vladi. Pri nas imate isto storijo. V Britaniji je bilo nekaj podobnega, da so bili socialisti na vladi, ki niso mogli nič storiti. Če ni. Kako je že slovensko reklo, kjer ni še vojska, ne vzame.
In tako dejansko, da se ni, to je navadna pamet, vam pove, če ni. Je treba najprej nekaj storiti. Če zatrete vse tiste, ki so bili za to sposobni, bo pomagali, ni. Ljubo, hvala vam. Vi ostajate še naprej zelo aktivni. Vsako leto prirejate razne seminarje, konference, simpozije. To bo do leta pokazala, oziroma že kažejo.